Živijo v torek v našem standardnem jutranjem Facebook live-u. Malo sem pogledal, če ste tukaj ali ste vsi na dopustih. Ne vem, da niste vsi na dopustih. Sodim to že po tisti moji akciji z prejšnjega tedna, ko sem vam obljubljal vsem, ki boste in ki ste kupili mojo knjigo Zaslužek na internetu za začetnike, 2 perčka, da si odžejate malce na morju ali pa kjerkoli, če ste že na dopustu, v hribih, kjerkoli. Ja, precej je bilo tega, precej knjig je šlo, tako da nekaj bo teh perčkov tudi na moj račun padlo in happy, yes. Dajte mi malo napisati v komentar, če ste na dopustu, napište 1, recimo, če ste doma, napište 2. Ok, kaj bi danes jaz povedal rad v tem Facebook live-u? Namreč, nekaj je bilo komentarjev oziroma vprašanj v zvezi s tem zaslužkom na internetu, predvsem zdaj v povezavi s to akcijo iz prejšnjega tedna v zvezi s to knjigo. Zdaj bomo tiste perčke pustili malo pri stran. In sicer so nekateri meni napisali in me vprašali, so rekli, lej pa stari, ti lahko tebi, ti imaš neke svoje produkte, imaš to svojo knjigo, pa imaš ta program, po katerem se postavijo autoresponderi, pa spletna stran, pa imaš še une brezplačne knjige, pa tako naprej in tako naprej. In ti lahko, tebi je lahko, ti to delaš. Stari moj shit, ni tako, Zakaj? Zato, ker se spomnim jaz, tega pred dobrim enim letom nisem imel. Jaz sem pred, 4 leta nazaj, marš muha, leko me zeza. Ene 4 leta nazaj, ko sem se jaz lotil tega interneta, stari, nisem imel nič. Imel sem eno spletno stran, ki so mi jo naredili drugi in ni imela čisto nobenega obiska. Jaz nisem imel takrat ni Facebooka, nisem imel, bože ne, da Instagrama, se mislim, da ga ni bilo, in LinkedIn in vseh teh stvari. Jaz pa nisem vedel, kaj se dela. Znal sem edin mogoče tisto malo nagoogeljati. To je bilo vse. Po pa seveda, začneš, pazi, ko bom zdaj samo malo tole zgodbico povedal, potem na koncu ti povem pa še, kateri so tiste 3 nujne stvari, ki jih moraš narediti, da nekam prideš. Hočem ti reči, nič ni bilo, nič nisem vedel, nič nisem znal. Jaz sem tudi v knjigi to zgodbo mojo opisal malo bolj na široko, zakaj sem šel jaz na internet, kaj se je zgodilo, kje so bili tisti momenti in zakaj sem vztrajal, ko je bilo težko. Potem sem ti malo napisal tudi v tisti knjigi, ne malo, kar nekaj, kje so bili tisti wow momenti, ko se je v glavi nekaj presekal in tako naprej. Stari, to je bilo pred 3 leti in potem sem 3 leta v bistvu zgubljal, zato ker so se dogajale stvari, ki so bile butaste, pa napake, ki so bile še bolj butaste in tako naprej. In zdaj, ravno zaradi tega sem potem se odločil in napisal to knjigo in vse te svoje napake zato, da ti, če boš to knjigo bral ali pa brala, da se lahko tem napakam izogneš in sam s tem izogibom tem napakam lahko, prišparaš morje cajta in tudi kakšen evro, brez skrbi. V glavnem, ja, ni to, kar ne zraste taka knjiga na drevesu, pa ne zraste niti tisti online program za izdelavo spletnih strani in postavitev autoresponderja, tudi ne zraste na drevesu. Se pravi, je treba to narediti. In stari, ja, jaz to imam, zato ker sem začel pred toliko časa in ti, če hočeš nekaj narediti, moraš preprosto začeti in boš počasi gradil. In zdaj ti povem tiste 3 nujne stvari, ki so potrebne, da jih imaš ali pa zapelješ, da prideš do zaslužka na internetu. Pa ne samo zato.
tudi za karkoli drugega. Ker ta termin zaslužek na internetu, nekateri res enačijo z unimi butastimi zadevami, kako se bojo upisali v nek program, ne bo jim treba nič narediti in bojo, wow, zaslužili ful denarja in to je to. Ne, stari moj, ni. To so pravljice za male otroke ali pa za stare mame, ne vem, to so pravljice, stari moj. Če hočeš, da na internetu nekaj zaslužiš, je treba nekaj narediti. Da se, možnosti je ogromno, samo vedeti moraš kaj, kje in kako, stari moj. In zdaj greva na tiste 3 osnovne stvari, ki jih je treba imeti. In kaj so zdaj te 3 stvari? Rečemo tako, dajmo najprej narediti eno prispodobo. Dajmo narediti eno prispodobo in reči, lej, tle nad mojim mestom je en hrib, ki se imenuje zelo tako opisno Mestni vrh, ne? In recimo to je ena dosti taka zelo priljubljena točka, kamor moji sokrajani, pa tudi sam, pa še, čeprav zdaj sem zadnje čase mollen, moram priznati, pa tudi kakšni ljudje od drugod, ki pridejo, zelo radi hodijo, zelo luštna izletnična točka, tam so jim 3-4 hribi tako dosti blizu, ko se da vse te vrhove obiskati, pa Koča, pa tako naprej. Ampak v glavnem, če hočeš ti tja, moraš zato najprej vedeti, da tam obstaja, je tako, stari. Ne moreš, moraš vedeti, moraš te potegniti, moraš reči, wow, to mi pa vem, to sem pa slišal, ali pa prebral, ali pa videl, in to je dobro, in to je luštno, ljudje so bili tam, pravijo, lej, super, zabavno, fajn hrana, fajn ljudje, ne vem, lepa narava, medvedi hodijo čez, dobro, zdaj unik, niste skočili, vam je preč rinček stisnil, no, zato, ker mi živimo z medvedi, pa se jih ne bojimo, se bojimo kaj drugega v hosti. V glavnem se pravi, vedeti moraš, ne, za neko zadevo. To ti je prva stvar in to ti jaz zdaj pač razlagam tukaj, da to obstaja, ne, in da to lahko tudi zveš, kaj in kako. Potem druga stvar, ko veš in ko si zastaviš cilj, ne, ti si moraš seveda, zdaj ko veš, si zastaviš cilj in to je zdaj tisto prvo, ne. Lahko daš like, če se strinjaš, da je cilj tisto prvo, da moraš imeti cilj oziroma neko sanje oziroma željo potem, da tja greš. In zdaj druga stvar, ki je pa nujna, je pa, da to hočeš. Spizdi. Oprostite moji francoščini, ampak res mi gre na živce, ta muha, dobro, ampak jo bom odmislil. Torej, potem pa ti to moraš hoteti, ne, ti moraš imeti res to željo močno, ker če imaš, hotenje, če imaš samo željo, ne, lej, stari, imaš željo jeti na hrib, veš, da se boš malo mogel matrati, ne, ali pa fino, in zdaj ti uno željo, sej jaz bi šel, veš, ampak to je težko, pa lahko unim, ki hodijo redno, ne, to je zdaj una varianta odprej, ki sem ti razlagal, lahko unim, ki hodijo redno, pa oni imajo že kondicijo, pa imajo dobre čevlje, pa dobre, a veš, me zastopaš, razumeš zdaj to povezavo, ne, in ti če ima sem željo, stari, ne boš šel, ni variante, ne boš šel, ti moraš hoteti to, ne, ti moraš odločiti se, ja, šel bom, stari, danes, čez 1 uro grem, ali pa ne vem, moraš si določiti dan in uro, ker dan je premalo, pazi. Dan ima 24 ur, boš to skozi samo odmikal, nazadnje bo padel mrak in boš rekel, danes ne grem. Se pravi, moraš imeti tisto res odločitev, ne, da boš to naredil. Se strinjaš z mano? Če se strinjaš, malo poklukaj, lajkič, ali pa mi napiš, ja, se strinjam. Važi? No in ko pa imaš te 2 stvari, je pa nujno, da narediš, stari moj, najbolj odločilno stvar. Ne? Brez te pa ne gre. Ne? Da jo boš pa naredil, ne? Moraš pa najprej, to je čist v bistvu info, to moraš sam tle v glavi malo predelati. Ne? Se pravi, prvič
moraš opustiti svoje strahove. Jaz ne zmorem, nisem dost pameten, nisem dost korajžen, jaz ne znam govoriti, jaz ne znam video to snemati, jaz ne znam pisati, me zastopiš, jaz tudi vsega tega nisem znal, pa zdaj vse to počnem, stari, lej, ne vem, enim je dober, pa mi dvignejo palčke, pa rečejo, stari, ti si car, ja, se tudi to zgodi, enim sem pa bed, pa rečejo, dej, stari, bluziš, ali pa ne vem, karkoli, ne? A me zastopiš, dej mi, da vidim, ali kaj sem zate, ali ti je koristno to, kar govorim, ali bluzim. Imaš gor palček polnega, ki grdo gleda, vse, nekaj klikam, sam da vem. Se pravi, ne, ta in tista stara prepričanja neka moraš završiti, ne, da je na internetu vse piramida, recimo, to je eno tako zelo pogosto, ne, in kaj v življenju, recimo, ni piramida, če te tako vprašam, vse je piramida. Samo ene piramide so pač take, ki funkcionirajo in morajo biti neka hierarhija ali kakorkoli, in so tiste druge piramide, ki nategujejo. To je bistvena razlika med piramidami. Drugače je pa, stari moj, vse piramida. Se pravi, ta prepričanja, tisto, da internet je samo za nekoga, da ni za vse in tako naprej. Lej, sam najbolj veš, kaj so tista prepričanja, ki tebe omejujejo. Jaz sem imel tudi svoja, pa sem jih počasi zavrgel, odmetaval in pač zdaj sem tle, kjer sem, da mi eni rečejo, stari, lahko teb, ki imaš to, pa imaš to, pa imaš to, pa imaš to. To je to. In se pravi, ko vse to odvržeš, strahove in ta prepričanja, moraš narediti prvi korak. Ni druge. Če hočeš priti na mestni vrh, tam gor, v tej smeri od mene, ki zdaj sedim, moraš narediti prvi korak. Ne boš ti prišel na vrh. Ni variante, stari, če ne narediš prvega koraka. In potem postaviš nogo pred nogo, narediš drugega, tretjega, četrtega, petega. In potem imaš kar naenkrat za sabo prvi kilometer, in si reče, stari, car sem. Pa imaš te drugega, pa si že malo zmatran, pa težko dihaš, pa poiščeš pomoč, rečemo v ruzaku, v obliki kakšne tralala, pustimo zdaj, vode ali energetske ploščice. Dobro, seštekamo, se pravi, poiščeš neko pomoč, greš dalje in tako naprej, dokler nekoč ne prideš do cilja. Ampak, stari moj, ni bistveno toliko spet prideti na tisti cilj, ja, je luštno in vse, da se zastopimo in takrat si, mislim, te razganja, ampak bistveno je pa ta pot, kako prideš do tega cilja, kako to premagaš te ovire, kako skačeš čez jarke, kako prestopaš visoke skale, kako, ne vem, marsikaj, greš pod drevesi, nad drevesi in tako naprej. Pozdraviš medveda, ki ga srečaš. Zdrav, stari. Mi skočijo ja skoraj tako, čeprav, ok, pustimo stati. Ampak glej, mi smo ena posebna sorta. Dobro, se pravi, še enkrat, če ti ponovim, se pravi, cilj, vedeti moraš, da obstaja nekje neka zadeva, ki bi jo ti rad videl, dosegel, karkoli, potem čvrsta odločitev, da to narediš in prvi korak, ki ga narediš. Potem pa, stari moj, posel pa začne dogajati. In ko se začne dogajati, potem ti iščeš tudi razne variante in druge razne pomoči in tako naprej. In zdaj seveda tisti, ki so pa me vprašali, jaz nimam pa nič, kar bi lahko prodajal na internetu, koliko pa zdaj to, lahko samo rečem, premalo ste pogledali moje vsebine na moji spletni strani www.fotkar.com, ker sem to vse opisal. Govorim pa tukaj predvsem o partnerskih programih, kje lahko dobiš produkte,
ki jih lahko prodajaš, s tem, da ti produktov ni treba narediti. Recimo, imam tudi jaz moj partnerski program, tebi ni treba napisati knjige, ti ni treba narediti programa, kako se online programa, kako se izdela spletna stran, kako se postavi autoresponder, imaš autoresponder, ki ga lahko, vse te stvari imaš narejene, vzameš, poglej, kako se to naredi, ali pa me vprašaj, in prodajaš moje stvari in jaz ti dam za vsako prodajo eno ful dobro provizijo. Vse to piše na moji spletni strani, tam, kjer je opisan ta moj partnerski program. In to je to, stari moj. In takih partnerskih programov je v svetu ogromno, pri nas v Sloveniji še ne toliko, ampak mislim, da se bodo začeli prebujati, vsaj tako kažejo trendi, da bo zadeva štartala tudi pri nas vse bolj. Toliko za danes, stari, dost me imaš, vem, če si na dopustu ali pa nisi, ampak moral sem to povedati, bila so ta vprašanja zdaj v prejšnjem tednu in mislim, da je prav, da to malo razjasnimo in to je to, zdaj, če si na dopustu, uživaj. Pa malo razmisel, sej dopust itak 24 ur, sej ne moreš sam kopati se, pa jest, pa ležati. Sej malo razmišljaj o tem, kaj preber, če imaš šanso, sej itak imate vsi telefončke sabo, pa eni celo računalnike, tako da malo Facebookate ali pa ne vem, kaj delate. Malo to preberite, če nisi na dopustu, razmisli o teh stvarih, pišite mi, moje naslove imate povsod, na vseh živih mestih, kjer se da dobiti, pišite mi ali pa me pokličite, pa morda kakšno rečemo. Do naslednjega tedna pa se imejte skrajno, jaz se umikam. Čau!